resnici je tako, da ni druge možnosti, kot priznati resnico. Če ljudje, ki so povzročili državljansko vojno, v kakršnikoli obliki, ali kot iniciatorji, ali kot pomočniki, podporniki in sopotniki, enkrat bodo morali priznati, kaj so bili. Čudim se, da toliko zločinov ne premakne notranjosti teh ljudi, da bi slednjič rekli, preveč je bilo, moramo to priznati. Mi nimamo moči, da bi jih prisilili, nimamo medijskih moči, finančnih, nobenih moči nimamo. Samo čakamo, da bodo začutili v sebi, da ni mogoče odhajati čez reko s takimi zločini, kot so jih počeli. Na to računamo. Prispevamo pa k temu s tem, da medtem, ko govorimo ali pišemo, da govorimo po najboljši volji in možnosti, tako kakor je bilo. S tem, da smo resnični do sebe, največ lahko prispevamo k temu, da se bo ustvarilo narodovo razpoloženje, ki bo pripeljalo do velike konverzije, prav do spreobrnitve. Ni mogoče drugače. Kajti danes smo Slovenci že tako daleč, da je jezik že tako pokvarjen od te dvojnosti, da recimo stavek: celo noč je deževalo in so bile zjutraj tla mokra, in stavek: celo noč je deževalo in so bile zjutraj tla suha. Ta dva stavka imata enako vrednost v našem javnem življenju. Ne ločimo več od resnice in laži. To pa je seveda zelo hudo. Kajti meni se včasih dozdeva, da slovenska država in slovenska družba ne funkcionirata prav. Da slovenske ustanove v šolstvu, zdravstvu, gospodarstvu, financah ne delujejo tako, kot bi morali. Moramo priti k sebi, kajti to ne zahteva samo sprava, ampak naš obstoj. Če ne bomo Slovenci začeli živeti resnično življenje, bomo imeli velike težave v prihodnosti. Mislim, da morajo vse sile, ki so pripravljene v misli registrirati naše stanje, sodelovati pri tem, da se zavemo samega sebe in možnosti. Ko bi se mi tega dobro zavedali, bi lahko svetu bistveno koristili. V resnici je tako. Ko bi se mi vsega tega dobro zavedali, bi lahko svetu bistveno koristili. Dober večer, dobri ljudje, ki ste prišli, da se skupaj poklonimo spominu na žrtve komunističnega nasilja. Najbrž ste na posnetku prepoznali glas pokojnega Justina Stanovnika, ki nam je s svojim razmišljanjem o slovenski in evropski zgodovini in kulturi pomagal in nam še pomaga dojemati, kaj se dogaja s slovenstvom, ki ga je usodno prizadela komunistična revolucija. Ko sem profesorju Stanovniku nekoč pripovedovala, kako si zamišljam pobudo vseposvojitev, mi je rekel: aha, vi bi radi, da bi mi postali boljši ljudje. Te besede hranim kot sveto vodilo, kaj nas edino lahko reši pred razkrojem, v katerega drsimo z zanikanjem travmatičnih dogodkov izpred 80 let, o katerih nismo na nedavnih državnih proslavah slišali ničesar. Že to, da ne moremo kot narod enodušno praznovati takšnih obletnic, kot je konec vojne, je pomenljivo znamenje, da kot narod še nismo sprejeli svoje celotne zgodovine, da nimamo skupnih nedotakljivih svetinj, skupne postave in zakonov in ne skupne vizije za prihodnost. Zbrali smo se, da skupaj povečamo zalogo dobrega, s spominjanjem na naše prednike, sorodnike, svojce, ki jim je bilo vzeto življenje, identiteta, obraz, dobro ime, človeško dostojanstvo, pravica do groba, pravica do spomina.
Spominjamo se jih v molitvi, prižigamo jim sveče, prinašamo poljsko cvetje, prebiramo njihova imena, pripovedujemo njihove zgodbe. Naj to, kar se jim je strašnega zgodilo, ne bo zaman. Počastimo jih tako, da na njihovo trpljenje odgovorimo s svojim polnejšim življenjem. Naprošam vas, da med prireditvijo ohranimo spoštljivo tihoto in ne ploskamo. Človek je bitje, ki je iznašlo Macesnovo gorico, Hudo jamo in vsa mesta trpljenja tega sveta. Vendar je tudi bitje, ki je v rovih svete Barbare in na neštetih drugih moriščih umiralo dostojanstveno, z molitvijo na ustnicah. Zmolimo, Oče naš, v mislih na vse. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Učiteljica Ivanka Škrabec Novak je bila 4. junija 1942 kljub visoki nosečnosti mučena in umorjena. Pred smrtjo je napisala pismo svojemu nerojenemu otroku. Še nekaj ur in konec bo mojega življenja. O Bog, o ti žalostna mati, ti veš, da umiram nedolžna, kakor je umiral nedolžen tvoj sin. Marija, še bolj nedolžen bo umiral z menoj moj otrok, ki ga še nisem videla. O moj otrok, moj nežni angel, kako rada bi videla poteze tvojega obraza, drobne bisere tvojega pogleda. Nikdar te ne bo mogla pritisniti na svoje srce. Moja usta ti ne bodo mogla peti pesmi ob zibeli in zibel tvoja bom jaz sama, čeprav tako mrzla. O, le mirno spi, moj otrok, saj si tako blizu mojega srca, ki te tako ljubi, vendar te iz objema smrti, ki tudi tebe čaka, iztrgati ne more. Ko sem te prvič začutila, sem že sanjala, kako te bom ponesla v Božjo bližino, da te oblije krstna voda. Oblila te bo kmalu moja kri. Z ljubečo krvjo lastne matere boš krščen. Gledala sem te, kako se Kristus pod podobo kruha prvič sklanja k tebi. In vendar, moje telo bo kmalu daritvenici bori. Ti, moj otrok, pa hostija v njem. Stvarnik sam bo vzel v ljubeče roke hostijo tvojega bitja in ga položil na svoje božansko srce. Tam, moj otrok, te bom prvič zagledala, o moj nežni angel. Tam boš gledal svojo mater in prvič bo zaklical: O, mama! Glej, moj otrok, jutro se že bliža. Za naju poslednje jutro trpljenja. Le mirno spi, saj tvoja mati bdi na tabo. Ura v stolpu že naznanja jutro, ki naj jo popeljalo na poslednjo pot. Saj ne bom sama, z menoj boš ti, o moj otrok, in Marija, kakor takrat s sinom na Kalvarijo, šla bo z nama. V poslednjih zdihih stala bo pri naju, ponesla naju bo v srečen večni dom. Tam bova potopljena v večnega Boga, v večni Božji mir. Moj otrok, le spi, Marija je pri naju. Glej, prihajajo, prihajajo. Pesem Gregorja Čušina za Ivanko Škrabec Novak. Ne najdem besed za pesem o tebi. Ne najdem besed, Ivanka.
in ko bi jih našel, bi se jih bal. Bal bi se jih na glas izgovoriti, kajti bile bi kletev, grobe bi bile in v mržnji izgovorjene. Ne najdem stiha za pesem o tebi, ne najdem stiha, Ivanka. In ko bi ga našel, ko bi našel stihe, bi se jih bil bal zapisati, kajti stihi bi peli o stihiji ljudi in tiste noči, grobi bi bili in v mržnji izrečeni. Ne najdem rime za pesem o tebi, ne najdem rime, Ivanka, in je ne iščem. S čim se rimata strah in sovraštvo? Na kaj se rimata grob in kri? Ne iščem rime, le romam o supu od mržnje k ljubezni. Ne najdem besed za tvoje dete, Ivanka. Ne najdem ne stiha, ne rime, ni besed za nekoga, ki se še ni ubesedil in se nikdar ne bo rimal z ničemer. Ni stiha, ki bi opisal to žalost, to grozo. Le mržnja je in želja, da bi udaril nazaj, vsaj z besedo, z roko ne moreš. Ti pa si našla pesem za svoje dete in v njej so vse besede in sleherni stih rimajo z ljubeznijo in odpuščanjem, z milostjo in upanjem. V tvoji pesmi se noč spreminja v dan in kri postane krstna voda. Zaradi tvoje pesmi je svet lepši. Ivanka, prosi za nas. Malo dete nerojeno, prosi za nas. Mrzł witel, tebe żene, drobna ptičica od nas, iz nad lipice zelene, si mi pila kratek čas. Vsako jutro, ptička moja, zgodaj si prepivala. Vsako noč je pisem tvoja, sladko me zazibala. Kadarkoli si zletila svoje drobno gnizdece, vsakokrat si mi zapila milo pisem srčece. Zdaj pa ji zvoni kaline, zadnjo pisem žvrgoliš. Ker čez ribe in doline tople kraje si želiš. Ker čez ribe in doline tople kraje si želiš. Spoštovani vsi navzoči, v teh majskih dneh je pogled proti Karavankam še posebej globok. Le manjši del naših ljudi, ki so bežali čez planine, se je rešil, večina je bila vrnjena in komunistična oblast je nad njimi naredila največji zločin v zgodovini Slovencev. Jedro težav, ki jih Slovenci imamo in so čedalje večje,
izhaja od tod, da se pomemben del slovenske družbe ni zmožen opredeliti do velikega zločina. Nad nami vsemi se dviguje ta gorostasen zločin proti človeštvu. Vendar se mnogi delajo, da to, kar tako zelo zaznamuje vso slovensko resničnost, ne obstaja. Od tod se generira notranji spor, konflikt. Predstavniki levih političnih krogov ne želijo slišati govorice golih dejstev. Oni želijo triumfirati in obvladovati slovenski svet. Naše upanje se upira na stvari, ki so povsem drugačne. Zorko Simčič je nekoč dejal: resnica sicer nikoli ne triumfira, toda njeni nasprotniki propadejo. Naše upanje se upira na to, da resnica na blag način deluje, prodira, od znotraj spreminja srca ljudi. In čeprav ne deluje s silo, resnica z neznano močjo vendarle deluje neustavljivo. Postavlja stvari na pravo mesto, ter tako iz kaosa in razpora ustvarja red in sozvočje. To je naša pot, edina pot. In tu bi želel, da obudimo spomin na neko resnično življenjsko usodo. Skozi vas Grgar nad Solkanom se je pred 80 leti v takšnih majskih večerih, nekega takšnega večera, vila kolona zvezanih primorskih domobrancev, ki so jih partizani vodili proti Breznu pod Gomila. Bilo je okrog 60 mladih fantov. Pričevalec jih je slišal, kako so vsi molili po slovensko. Streljali so fante in enega za drugim so jih partizani metali v Brezno. Bila je noč. Naslednji dan so vaščani slišali iz Brezna klice na pomoč. 2 fanta sta preživela streljanje in bila v Breznu živa. Toda na pomoč so prišli vaški terenci. Z vrvmi so fanta potegnili ven. Bila sta Tolminca. Eden od njiju je bil Ciril Kavčič, doma iz Poljubinja pri Tolminu, rojen komaj leta 28. Odvedli so ju. Ciril je bil nazadnje zaprt v Tolminu. Ko je neka vaščanka iz njegove vasi iskala svojega moža, jo je Ciril prosil, naj pove njegovi mami, da je tam zaprt in naj mu prinese rožni venec. Naslednji dan ga je mama iskala, toda Cirila ni bilo več tam. Niso ga več videli. Sklepajo, da so ga umorili na Kozlovem robu nad Tolminom. Zagotovo pa vemo, da je bil Ciril Kavčič, ko so ga vrgli v Brezno, komaj v 17. letu življenja. Prestal je streljanje, padec v Brezno, prestal je eno noč in del dneva v Breznu med umirajočimi in mrtvimi. Sledila je navidezna rešitev, zaslišanja in nato naglo minevajoče zadnje ure. Želel je samo še videti svojo mamo in moliti rožni venec. Mame ni več videl. Toda kristjan si sme predstavljati, da ko je Ciril prišel na oni svet, mu je tisti rožni venec izročila sama Mati Božja kot neminljiv venec zmage. Želel bi, da v duhu ohranimo to podobo, dvojno smrt Cirila Kavčiča pri njegovih 16, nedopolnjenih 17 letih. Ob tej osebni podobi se vprašamo, kaj nam pomeni, ko se spominjamo naših mučenih in pobitih. Spominjati se pobitih pomeni misliti na njihovo osebno usodo, na stisko v bližini trpljenja, na muke zadnjih ur,
na njihove zadnje besede, na svete zdihljaje pod gomilo trupel. Spominjati se pobitih pa pomeni tudi misliti na to, za kar jim je šlo, za kar so si prizadevali, misliti na njihovo stvar. To je bil njihov domač slovenski svet, ki so ga oblikovala kmečka opravila, delo, pesem, posvečenost nedelje z mašo, cerkveno leto s prazniki, procesijami. To je bila Slovenija, utemeljena na krščanski omiki stoletij. V njej so hoteli ti fantje, ti možje živeti in preživeti, takšni, kot so bili in kakršni so želeli ostati. To je bila njihova stvar. In ta se je znova uveljavila šele z osamosvojitvijo Slovenije. Spominjati se jih, govoriti o pobitih, to pomeni izpolniti nekaj, s čimer uresničuješ pravičnost sveta, ni pomembno v kako majhni stopnji. Zate osebno je ta stopnja popolna, ko si izpolnil svojo resnično možnost. Naj vas ob tem prav zato povabim tudi k obletni sveti maši v Kočevskem Rogu, ki bo letos pri Macesnovi Gorici v soboto 7. junija. Telesa naših pomorjenih so se spremenila v roško zemljo. Njihovi ostanki so izkopani in čakajo na pogreb. Njihove duše so pri stvarniku življenja. Njihova stvar, ohranitev Slovenije, utemeljene na slovenski omiki, pa je ostala nedokončana. Zavestno jo sprejmimo vase. Hvala. Pisane in bile, mojega srca ljubice, žlahtno so cvetile. Ah, pomlad je šla od nas, vzela jih je zima mraz. Ah, pomlad je šla od nas, vzela jih je zima mraz. Kje je tista deklica, v vrtu je sedela, lepa kakor rožica, pesmice je pela. Hitro mine čas, mine tudi lep obraz. Hitro mine čas, mine tudi lep obraz. Zdaj vesel, ki je to prepeval, da bi še enkrat zapel, kratek čas nam dela. Hitro mine čas, ah, ne bo ga več pri nas. Hitro mine čas, ah, ne bo ga več pri nas.
Kmalu smo tudi mi otroci spoznali, da najhujše šele prihaja. 8. julija 1942 se je zgodilo nekaj, kar je pretreslo vso Faro. Po Vini vasi so partizani ropali in iskali orožje, ki ga ni bilo. 14-letnega pastirčka Joška Cimermančiča, po domače Jerenčevega, so odpeljali s seboj v gozd in ga zasliševali, kje ima skrit mitraljez. Za mitraljez sploh ni vedel, a so ga mučili tako, da so ga obesili na vejo in pod njim kurili ogenj ali pa je moral po žerjavici skakati. Njegova mama, Neža Jerenčeva, je bila gluha in zato osamljena. Verjetno ni bila poročena in zato toliko bolj navezana na svojega sina. Ni se pogovarjala z ljudmi in oni bolj malo z njo. Ko so ji odpeljali otroka, so jo lahko le molče pomilovali. Njenega Joška pa ni in ni bilo domov. Minevali so dnevi. Nekega večera zagledajo mamo Nežo, kako se trudna vrača proti domu. Kaj le nosi v naročju, zavito v rjuho, upognjena kot pod težkim bremenom. Ko so ji videli v obraz, so se prestrašili. Trpke poteze in bolečine v očeh so povedali vse. V rjuhi je nosila ožgano truplo svojega otroka. Sama ga je pokopala. Brez pogrebcev, tudi župnika takrat ni bilo več v vasi. Kaj vse so morali prestati naši rojaki, predno so večino njih pobili, pove tudi pričevanje mojega strica, nemškega mobiliziranca Tonija Skubica iz Štangarskih Poljan pri Litiji o povojnem komunističnem taborišču v Novem mestu. Vsak dan so poveljujoči po jutranji telovadbi jetnikom ukazali, da morajo teči in jih opozorili. Tecite, nazadnje bomo streljali. In res so se po komandi v tek kmalu iz stolpov oglasile strojnice in zadnji so pa podali ranjeni ali mrtvi. Na pol mrtve so do konca usmrtili, pripeljali kamione, zmetali nanje vse pomorjene ter jih odpeljali v neznano. Slovenske trpine so po mukah v taboriščih in moriščih nasilno izločili iz narodne skupnosti. Z vero so odšli v večnost. Nas pa zavezujejo, da jih ohranjamo v spominu, molitvi, da nas kličejo k usmiljenju in sočutju, da bi bili zares ljudje. Varuhi spomina jih bodo zdaj nekaj poimensko obudili v spomin nas vseh. Trdno verujemo, da bodo nekoč vsi poklicani v dom spravljene Slovenije. Priporočimo jih Bogu v tihi prošnji, da bo njih žrtev nekoč prebudila Slovenijo. Moje ime je Črti Repskrt, Idrija. Sem varuh spomina na Katarino in Marijo Čuk, Frančiško Ozbič, vse iz Lom pri Črnem vrhu nad Idrijo. Nisem v sorodu ali pa v kakšni drugi zvezi z njimi, se preprost varuh spomina, ker nočem pozabiti na nedolžne žrtve, ki so jih brutalno pobili in umorili. Silva Šivec, prihajam od Svetega Vida na Cerknico. Ti kraji so v času med vojno in po vojni izgubili skoraj 22% prebivalstva. Prižigam to luč za vse nasilno pomorjene, za njihove krvnike in sorodnike, ki so leta in desetletja v strahu in molku žalovali za njimi.
Sem Darinka Truden iz Ljubljane, prižigam svečko za umorjene strice po mamini strani in sicer za Alojzija, Frančiška in Jožefa Krakar iz Rebri pri Žužemberku. Ja sam Đuro Kanezičić, dolazim iz Zagreba. Došao sam se pokloniti i pomoliti za sve žrtve, a posebno za žrtve Crnoga groba. Sem Pavla Meglič iz Iške. Sem varuhinja spomina na starega očeta Antona Kavčiča iz Iške vasi. Njegovo življenje je bilo nasilno prekinjeno v februarju leta 1944. Za njim je ostala stara mama noseča s 5. otrokom. Menda so njegovi posmrtni ostanki na gori pri Sodražici. Sem Janez Stražiščar iz Štrukleve vasi na Notranjskem, župnija Sveti Vid. Sečo prižigam v spomin strica Martina Petriča in sovaščane, žrtve taborišča Teharje. Iz vasi z 10 hišami je bilo ubitih 13 mož in fantov. Moje ime je Katja in prihajam iz Vidovskih hribov nad Cerknico. To luč prižigam za praprastrica Alojza, ki je sicer preživel rab, in za njegovo zaročenko Ano. Na mesto pred oltar sta bila leta 1945 odpeljana do reke in zvezana vržena vanjo. Stara sta bila 21 in 23 let. Jaz, Franci Klopčar, prižigam to svečo za svoja strica Jožeta in Lojza Klopčarja iz Goričevega pri Novem mestu. Po koncu vojne sta bila vrnjena z Koroške, a se nista nikoli vrnila domov. Domov pa se je vrnil moj oče, ki je oslepel pri čiščenju minskega polja in se zaradi slepote ni mogel podati na pot svojih bratov. Jaz sem Branko Cvelber iz Radomelj. Sem varuh spomina svojega starega očeta Cvelberja Viktorja, ki je bil 12.6.42 ubit strani svojega nekdanjega prijatelja. Zanjo prižigam to svečo. Bog pravi po preroku Izaiju: in naj so vaši grehi rdeči kakor škrlat, se bodo svetili kakor sneg. Anton Vodnik je v pesmi Rdeči mornarji takole prikazal stiske revolucionarjev. Na daljnem črnem bregu so se nam čolni razbili. Le s temnimi očmi smo upili. Joj, koliko duš smo ubili, mi rdeči mornari. Vse pokrajine, skozi katere smo se peljali, vriskajoč, so opustošene, gluhe kot noč. Reši nas, rdeče mornarje, o daljni. Naši otroci s črnimi očmi jokajo vsako noč. Zebe nas, daj tople nam volne, o daljni. Naše žene izmučene, med solzami od ljubezni, krčev sključene, te prosijo, daj sveto odvezo našim možem in sinovom, rdečim mornarjem. Daj sveto odvezo, o daljni. In kaj naj storimo mi danes?
v senci temnega zla revolucije. Tudi zanje, za naše blodeče rdeče mornarje, prižigamo svečo in prosimo: Gospod, reši jih in jim daj večni mir. Od aprila do septembra 2022 so arheologi v Breznu pod Macesnovo gorico izkopali posmrtne ostanke 3450 moških, umorjenih od 2. do 10. junija 1945. Inštitut za novejšo zgodovino navaja za nekatere žrtve kot kraj smrti Kočevski Rog. Med njimi so tudi naslednji: Ignacij Cankar, 41 let, Brebovnica; Janez Cegnar, 22 let, Mavčiče; Anton Cekuta, 20 let, Brezje pri Šentjerneju; Andrej Celar, 65 let, Mirna; Anton Celarec, 18 let, Rovte; Janez Celarec, 19 let, Rovte; Jože Cerar, 47 let, Gradišče v Tuhinju; Leopold Cesar, 22 let, Srednji Globodol; Leopold Cesar, 18 let, Dolenji Globodol; Anton Ciber, 21 let, Matena; Janez Cimermančič, 30 let, Jurna vas; Janez Colarič, 22 let, Šentjakob; Jožef Colarič, 20 let, Selo; Mojmir Curk, 22 let, Ljubljana; Anton Cvelbar, 42 let, Čadraže; Franc Cvelbar, 20 let, Dobravica; Jože Cvelbar, 24 let, Ostrog; Jože Cvelbar, 23 let, Vratno; Alojzij Čampa, 19 let, Hudi Konec; Janez Črtalič, 35 let, Gorenje Vrhpolje; Ferdinand Čuden, 31 let, Unanje Gorice; Jože Čukajne, 38 let, Dolenja Stara vas.
Tiste dni sem slišal glas iz nebes, ki mi je govoril, zapiši, zapiši. Zorko Simčič, in vendar nekoč bo. Jih bo prižgal tvoj sin ali tvojega vnuka vnuk, toda nekoč bo. Svečka ob svečki, zlate jase sredi kočevskih gozdov, svetli ubodljaji obrobljenih kraških jam, bele trepetajoče groze dolenjskih dobrav, nekoč bodo zagorele svečke. Sredi noči bo svetal dan, od Triglava do Kolpe, od Trsta gor do Šentilja. Ne za njih duše, ki so, kjer so, ne za njih telesa, ki jih ni, kjer so bila. Iz korenin so znova vzklili v svet, kot rože enooke zrejo nas, kot veje stezajo roke do nas. Ne. Svečke v zvest spomin na vsa ta dolga temna leta, ki so bili nam luč. Spoštovani prijatelji, nocoj smo zbrani na tem trgu groze in veselja. Groze zato, ker nas nanjo še vedno spominja spomenik revolucije.
A je to tudi mesto razglasitve samostojne države, ko je nastopil dan novega upanja in ponosa za nas, domoljube, Slovence. Milo mi je pri srcu, da se štejemo med varuhe in zagovornike tistih, ki so v vrtincu druge svetovne vojne in revolucije po krivici izgubili življenje. Ne bomo jih pozabili, ne naslednje leto, ne v daljni prihodnosti. Krog empatije vztrajno širijo tudi v Novi Gorici, kjer so si noči priredili podobno slovesnost kot mi tukaj. Žrtve tako vračamo v naše narodno občestvo, kar mora nemudoma storiti še država. Hvala vsem nastopajočim, ki so darovali svoj talent in globoko umetniško občutenje v spomin rojakom. Hvala svojcem umrlih, zbranih tukaj na trgu in pri radijskih sprejemnikih. Saj so valovi Radia Ognjišče ponesli naš glas širno v slovenske domove. Hvaležnost izražamo tudi ekipi TV Nova 24 za snemanje. Število dokumentov se s tem povečuje. Vsi dobrotniki, ki ste omogočili to slavestnost, hvala vam. Naše upanje in pokončnost naj bo na koncu izražena z eno najbolj ikoničnih slovenskih pesmi. Lipa zelenela je. Vabim vas, da jo skupaj zapojemo iz vsega srca. Lipa zelenela